V Mestni muzej Krško smo dobili v goste, če lahko se tako izrazim, knjigo Adama Bohoriča oziroma izvirni izvod njegove slovnice Proste zimske urice v latinsko-kranjski slovnici. Slovnica bo na ogled od 25. februarja do 21. marca. Zaradi tega gostovanja, tega pomembnega knjižnega dela smo v muzeju prilagodili tudi odpiralni čas in sicer smo ga razširili, tako da je muzej odprt za obiskovalce od torka do sobote med 10. in 16. uro in tudi ob nedeljah med 12. in 16. uro. S tem pravzaprav želimo omogočiti vsem, ki bi radi to knjižno delo videli v živo, da imajo možnost, da v muzej pridejo in da si delo pogledajo, kljub temu, da imamo še vedno kar precej omejitev. Drugače bi pa veljalo povedati, da je seveda imamo prvič priložnost, da izvirnik Bohoričeve slovnice vidimo tudi v Krškem. Do zdaj ta knjiga še ni bila nikoli po naših podatkih razstavljena v tem našem mestu. Zahvaljujemo se Narodni in univerzitetni knjižnici, ki hrani 3 od 5 izvodov Bohoričeve slovnice, ki jih imamo v javno dostopnih zbirkah, da nam je omogočila predstavitev in seveda s tem tudi ogled tega knjižnega dela, ki smo ga umestili v razstavišče Jarnovičeve hiše. Samo razstavišče je pravzaprav v primerjavi z ostalimi muzejskimi razstavami, ki so v tem prostoru danes, razmeroma prazno. Mi smo ga napolnili samo z besedilom, ki ga je pripravil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo besedilo smo izdali tudi v priložnostni izloženki in pa seveda v prostoru, kjer se nahaja vitrina z slovnico, smo umestili še pogled na mesto Krško. Gre sicer za mlajšo risbo, ki jo je naredil Janez Vajkard Valvazor, tam v letih 1678-79 kot pripravo za grafiko, ki je bila potem izdana v okviru Slave Vojvodine Kranjske, ampak kljub vsemu se nam je zdelo prav, da imamo tudi neko vizualno podobo mesta, v katerem je Bohorič dolga leta živel in nenazadnje tudi tu izobraževal dečke meščanskih in pa plemiških družin in seveda prepoznal tudi ta velik talent, ki ga je imel Jurij Dalmatin, in tu se je začela tlakovati ta pot, ki je privedla do tega, da je bil Dalmatin pripravljen za to, da je prevedel Biblijo v slovenski jezik. In seveda ob tem, ko je bil Bohorič ves čas tudi tako dejavno vključen v izdelavo oziroma v izvajanje prevoda Biblije, so pa nastala tudi pravila slovenskega jezika, ki jih je on potem zapisal in izdal v obliki te knjige, ki je tu razstavljena, se pravi v Zimskih uricah, kot po ljudsko največkrat imenujemo njegovo slovnico. In seveda delo je išlo leta 1584 sočasno z izdajo slovenskega izvoda Biblije. Z dr. Kozmo Ahačičem smo se dogovorili oziroma smo ga zaprosili, da nam predlaga, kako naj knjigo odpremo, in je izbral stran, kjer je kar nekaj slovenskih besed zapisanih in potem njihove sklanjatve, tako da dejansko lahko zdaj v tej slovnici si ogledujemo stran, kjer je tudi kar nekaj slovenskih zapisov in si tudi pravzaprav vsak laik lahko prebere naše zapise, ker drugače je pa slovnica seveda namenjena bila poznavalcem jezika. To ni bila neka slovnica za splošno rabo, ampak je bila namenjena tistim, ki jezik zelo dobro poznajo, ki poznajo latinski jezik, nemški in seveda vsaj tudi, kot je zapisal Kozma Ahačič, tudi osnove slovenskega jezika. Mogoče bi omenila samo še to in spet citiram dr. Ahačiča, da je slovnica
postavila slovenski jezik na častno 9. mesto med evropskimi ljudskimi jeziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. In pred slovenskim jezikom sta jo v 15. stoletju dobila italijanski in španski jezik, v 16. stoletju pa potem še francoski, češki, portugalski, valižanski, poljski in pa nemški jezik. Tako da mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na to, da spadamo med tiste narode ali pa med tista ljudstva, še v tistem času bi bila to bolj pravilna poimenovanje, ki so tako zgodaj dobili tudi en temelj, teoretski temelj jezika, razvoja jezika.